Dober dan in dobrodošli vsi gostje, ki ste danes z nami, vsi zdravniki, zobozdravniki, vsi tudi prostovoljci. Med nami je tudi še eden študent medicine, ki bo v kratkem, ker je že v 5. letniku, potem šel tudi na to pot za izobraževanje tudi za samostojno delo zdravnika. Veseli me, da bomo danes govorili o tejle krasni knjigi, zborniku, ki je na Zdravniški zbornici šel v tem tednu. Dobili smo ga v sredo. Sem ga včeraj zvečer že prebrala in moram reči, sem prav navdušena nad zgodbami in temi današnjimi sogovorniki, ki bodo vsak delili svojo zgodbo. Vsi so prostovoljci, hkrati so pa vsi tudi zelo izkušeni zdravniki. Tako da dobrodošli in dobrodošli vsi gostje. Za začetek k besedi vabim doktorico Zdenko Čebašek Travnik, doktorico medicine, specialistko psihiatrije, prostovoljko, tabornico in tudi seveda urednico zbornika, ki je izšel na Zdravniški zbornici, in predsednico Zdravniške zbornice. Da morebiti predstavi idejo, zakaj je prišlo do tega, in tudi rezultate raziskave, ki so bili narejeni, koliko je prostovoljstva med zdravniki in zobozdravniki v Sloveniji. Prosim. Ja, tudi zame je danes izjemno lep dan. Pravzaprav je bil že v sredo, ko sem knjižico prvič vzela v roke in sem se danes tudi oblekla v modro, zato da sem malo bližje tej knjižici, ki je nastala na pobudo primarja Anice Mikuš Kos. Stvar je v tem, da seveda je bila ena želja, pa celo potreba, da se o prostovoljstvu napiše neka literatura, ki jo bo moč vzeti v roke zdaj. In Anica Mikuš Kos bo svojo zgodbo povedala kasneje. Jaz sem povedala pa samo ta del, ki je del zgodbe med nama. Ona me je pač kontaktirala in me vprašala, ali bi zbornica, tako kot smo se prej tudi pogovarjali, ali bi zbornica bila v pomoč oziroma kakorkoli bila pripravljena sodelovati pri nastanku take publikacije, za katero smo si želeli, da bi imela neko strokovno stanovsko ozadje. In jaz kot prostovoljka po duši sem takoj rekla, seveda, ne. In potem so bila vprašanja, kdo bo pa to uredil? Ja, sem rekla, jaz. Kdo bo pa to spravil v obliko knjižice? Sem rekla, Zdravniška zbornica. Dokler sem jaz predsednica, bomo to uredili. In tako je naš izvršilni odbor, se pravi, ne samo jaz, spoznal potrebo potem, da se taka publikacija ustvari, in potem smo se lotili dela. Vmes, pravzaprav kmalu po začetku dela, pa nas je prekinila epidemija. In knjižica bi naj šla že spomladi, tako je bilo planirano, potem pa so vse druge naloge, ki smo jih imeli v zbornici, preglasile delo na tem besedilu, ki smo ga pol nadaljevali jeseni in pri tem angažirali pri končni fazi, pri oblikovanju še našo mlado sodelavko Petjo Kos, ki je knjigo tudi oblikovala. Torej, prostovoljstvo se v tej knjigi odraža na več načinov. Vsebino je seveda treba prebrati in res se hitro bere, in jaz, ki sem poznala vsa besedila, sem jo z užitkom prebrala še v knjigi sami. In res je spodbudna, lepa, prijetna za brati. In to, ko ste me prej vprašali, zdravniki prostovoljci. Za malo zdravnikov prostovoljcev se v resnici sliši. In ko smo naredili anketo, smo bili presenečeni, da je bilo odgovorov pravzaprav veliko. Veliko, mislim, da okrog 500, in iz teh smo nekako prepoznali, da se vsaj 100 zdravnikov in zobozdravnikov že ukvarja s prostovoljstvom, tako prav deklarirano. Še več je pa tistih, ki, bom rekla, delajo tako imenovano nevidno prostovoljstvo. To, da ostaneš dlje časa po službi, ker ti nihče ne plača, to, da se posebej dobiš s pacientom, pa mu stvari razložiš, to, da pomagaš, ne vem, v kraju, kjer živiš, pripraviti neko predavanje, pa se to nikamor ne zabeleži. Vse to so take, bom rekla, stvari, ki jim rečemo, da so prostovoljna oziroma prostovoljska dejavnost, tudi z izrazom smo se ukvarjali. In kar se mi zdi še posebej pomembno, povedati, zakaj ta naslov, torta za prostovoljce.
Malo je skrivnostna in za tiste, ki boste knjigo prebrali do konca, boste našli tudi odgovor. Zdaj, predstavitvi bo potem Andreja Basle, ki vodi današnjo konferenco, tudi predstavila. Sama bi pa rada povedala še to, da je delo, ki smo ga opravili avtorji, tudi prostovoljno, noben od nas ni dobil honorarja in da je Zdravniška zbornica v tem mandatu res prvič pokazala izrazito naklonjenost prostovoljskemu delu in tudi jaz sama občasno, kadar utegnem, še vedno delam kot zdravnica in prostovoljka, ne samo v ambulanti pro bono, ampak tudi v Žarko upanja, to je pa avtorica, ki je na koncu tudi napisala, kako se zdravniki vključujemo v druge oblike dejavnosti, recimo na socialnem področju. Zdaj pa mislim, da sem svoj repertoar za danes izčrpala in vas bom z veseljem spremljala še naprej. In knjižici, ki se ne prodaja, ampak je na voljo vsem, ki bi zanjo prosili, jo bomo poslali. Torej, knjižica je vsem na voljo od danes naprej. Hvala. Najlepša hvala. Danes je z nami tudi doktorica Vida Drame Orožim, doktorica medicine, specialistka nevrologije in specialistka psihiatrije. Že 52 let dela kot zdravnica, po upokojitvi pa se posveča prostovoljnemu delu predvsem v Spominčici in seveda je tudi vodja pro bono ambulante v Ljubljani in nam bo, kot je tudi za zbornik lepo zapisala, zdaj predstavila, kako pa izgleda delo v pro bono ambulanti, koliko zdravnikov tam sodeluje, kdo so morda tudi tisti, ki poiščejo pomoč in jim pomagajo. Prosim. Lepo pozdravljeni. A sem v etru? Slišimo vas. Vidite me pa ne? Tudi vidimo. Tudi. Aha. Lepo pozdravljeni vsi navzoči, vsi poslušalci. Moje ime je, kot ste slišali, Vida Drame Orožim. Sem 52 let že zdravnica. Delala sem na področju psihiatrije in tudi nevrologije. In zadnja leta posvečam svoje delo predvsem prostovoljstvu, ki mi je postalo pravo veselje. Marsikdo vpraša, zakaj? Saj vendar ti nič ne plačajo. Veste, ni vse v denarju in v plačilu. Občutek, da imaš delo, ki ga imaš rad, ga rad opravljaš in si uspešen in učinkovit, ti lahko povrne ta občutek zadovoljstva in občutek učinkovitosti, da nisi odveč, da nisi kot upokojenec za odpis. In moram reči, da sem zelo zadovoljna s tem svojim delom, tudi zato, ker imam odličen kolektiv. Z menoj delajo gospa Alenka Ugrin Vatovec, to je socialna delavka in tudi napol naša pravnica. Ona je vodja posvetovalnice. Potem dela pri nas diplomirana medicinska sestra, ki je pravzaprav vodja dejavnosti. Moram reči, da je pravzaprav njeno delo zelo pomembno, brez nje si ne predstavljam tega dela. In potem je še tretja gospa, to je gospodinja, ki je hkrati tudi čistilka in skrbi za ljudi, ki potrebujejo recimo zdravila, nove obleke, ki se morajo skopati, urediti, preobleči, ki rabijo kakšen nasvet. In mi štiri smo tako uigran tim, da lahko rečem, malo kje se tako razumejo in tako sodelujejo kot v naši ambulanti. Poleg tega
Imamo pa mi izredno široko socialno strokovno mrežo in ta mreža nam omogoča, da smo pravzaprav ne samo običajna ambulanta, ampak smo prava mala poliklinika. Pri nas je na seznamu, kolikor je bilo to dosegljivo in v preteklih letih vodeno, kar točna številka, 58 zdravnikov. Od teh jih nekaj še dela, dva še delata in sta bila navzoča od začetka. Jih moram kar poimenovati, to je profesor dr. Zvezdan Pirtovšek, dela od začetka in še vedno. Potem magister asistent Pražnikar, nevrolog in fiziater, še vedno dela. Ostali pa prihajajo, nekako 20 nas je, stalnih sodelujočih, ki pridejo morda enkrat na teden ali enkrat na mesec za nekaj ur in opravijo svojo dejavnost. Ta je specialistična ali splošna, tako ginekološka, dermatološka, otološka in tako dalje. Vkolikor pa mi ne moremo v naši ambulanti opraviti, kar pacienti potrebujejo, pa sodelujemo tudi s klinikami. Moram zelo pohvaliti dermatološko kliniko, potem urgentni oddelek v kliničnem centru, potem diabetološko kliniko, ki nam je vedno na razpolago z nasveti in tudi z realno pomočjo. Potem je tu septična kirurgija, potem se moram zahvaliti javno urologu iz Brežic, ki je rešil en zelo težek primer gospoda brez zdravstvenega zavarovanja, obrtnika, ki je izgubil svojo dejavnost, pač zaradi gospodarske in politične krize. In potem je nujno rabil operacijo, težko operacijo, in nam je to tudi uspelo realizirati, tako da bolnik lahko danes normalno funkcionira oziroma se rehabilitira. Ob tej priliki bi se jaz zahvalila tudi Ministrstvu za zdravje, ki je omogočilo s plačilom tega stroška realizacijo te operacije. Potem bi se rada tudi zahvalila še sedanji predsednici Zdravniške zbornice, doktorici Zdenki Čebašek Travnik, ki se je prva od predsednikov zbornice zavzela za našo ambulanto in se vključila tudi kot prostovoljka na področju psihiatričnega dela. Tako da, če potrebujemo psihiatra, jo prosimo, pride in svoje delo naredi. Poleg tega se je prva pravzaprav domislila te odlične možnosti izdaje priročnika, ki dovolj jasno in razumljivo prezentira to dejavnost in jo predstavi širši javnosti. Saj ne morem reči, da smo nepoznani, ampak v neki pismeni obliki in z neko strokovno ustanovo, ki nas podpre in zagovarja, pa pridobi delo v naši ambulanti veliko večjo težo, kajti Zdravniška zbornica je zagotovo kompetentna, da pove svojo oceno in nas nekako vzpodbuja in podpira. Torej, najlepša hvala temu, poleg tega pa še zahvala primarji dr. Anici Kos Mikuš, ki je pravzaprav porodila to idejo o nastanku tega zbornika. Toliko za enkrat. Če bojo še kakšne vprašanja, bomo pa nadaljevali. Najlepša hvala, dr. Vida Trameo Rožim.
Zdaj pa nadaljujemo z naslednjim gostom današnjim, to je doktor magister Želimir Božič, doktor dentalne medicine, je zobozdravnik, ki se po upokojitvi pa v svoji ambulanti ukvarja z pro bono zobozdravstvenimi storitvami. To se pravi, vi ste se v svoji ambulanti odločili odpreti pro bono ambulanto. Zakaj, kakšne so vaše izkušnje, kdo poišče vašo pomoč? Hvala lepa za besedo, upam, da se slišimo. Jaz bi rekel tako, za uspešno delo v zdravstvu, za vsak poklic je pomembno ogromno znanja in tudi empatije oziroma ljubezni do sočloveka. Če enega in drugega nemamo, potem bi rekel, da naše uspešno delo ostane na nek način, skoraj bi rekel, sterilno. Jaz sem v zobozdravstvu že pa enih 45 let in sem spremljal vsa ta leta svoje paciente ter ugotavljal, da v vsem obdobjima jih je bilo nekaj, ki si niso mogli privoščiti zobozdravstvene storitve. Namreč, če se spominjamo, še v prejšnjem sistemu so obstajale neke participacije pa doplačila, to se vleče do danes. In ti ljudje enostavno, kadar ni bilo bolečin in kadar je trebalo za neko storitev doplačati, so se kar umaknili, so poniknuli in izginuli. Želel sem na nek način tim ljudem pružiti in nuditi usluge, tako da sem stopil v stik pred dobrih 3,5 leta z občinom Postojna, Pivka, sa Centrom za socialno delo Postojna, ki imajo nabor kandidata, in sa Slovenskom filantropijom, ki nam je nudila neko pravno in pravniško kritje same ambulante. Začeli smo z namenom, da bi nudili samo konzervativne storitve, to se pravi plombice, zdravljenja in tako naprej, ampak zahvaljujoč posebej v prvih letih donacijama smo marsikateremu ponudili tudi protetične storitve. Od strani Slovenske filantropije oziroma sa Slovensko filantropijo smo se dogovorili, da nam pripeljejo oziroma da meni pripeljejo v ambulantu tudi prosilce za azil, ki so rabili nujno pomoč, tako da tudi oni so deležni te podpore. V teh 3,5 leta se je zvrstilo kar precej uporabnikov. Moram reči, da je največje število naših domačih uporabnikov ljudi v srednjem življenjskem obdobju, to se pravi, ki so iskalci zaposlitve in so na centru zapisani kot potrebni socialne pomoči, predvsem zaradi tega, ker nemajo lastnih prihodkov. In posebej mi je v zadovoljstvo povedati, da nekaj teh ljudi smo uspeli sanirati in jim omogočiti, da so lažje, vsaj mislim, tudi z našo pomočjo, prišli do zaposlitve. Tu se gre predvsem za ljudi, ki so v sferi, ki so trgovci, gostinski delavci in za enim narušenim zobozdravstvenim statusom, s kvarnimi zobmi, manjkajočimi zobmi, seveda težje pridejo do zaposlitve. Tako da je ta naša ambulanta tudi na taj način pomagala. Da ne govorimo, da zdravo zobovje tudi skrbi za bolj zdravo stanje celega človeka. Prva leta, pravim, smo imeli precej pomoči donatorjev, zdaj žal sa tom korona krizom, sa epidemijom se je to vse skupaj malo ustavilo, ampak še zmeraj naprej delam in upam, da se bo stanje izboljšalo in da bomo tudi začeli ponovno bolj v obsežnem obliku delati naprej. Če koga karkoli zanima glede mojega dela,
v ambulanti sem še naprej na razpolago. Dobro, najlepša hvala, magister Želimir Božič, za tole predstavitev. Vprašanja bomo potem po prvem krogu takoj prepustili tudi novinarjem. Zdaj mislim, da nas je že 19 skupaj na današnji novinarski Zoom konferenci. Zdaj pa gremo še v en segment prostovoljstva, ki je v tem času res tudi zelo pomemben, tako kot vse to, kar ste predstavili do zdaj. Z nami je tudi Boris Podobnik, študent 5. letnika medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Je prostovoljec prav tako, hkrati pa je tudi generalni sekretar Zveze študentov medicine Slovenije ter nacionalni koordinator za delo študentov medicine v času covida. Zdravniška zbornica, mogoče da povem, se je z njimi tudi povezala in zelo dobro sodelujemo na različnih področjih, pa bi mogoče kar vas, gospod Boris Podobnik, povabila, da nam poveste, kaj vse pa v tem času, kje so potrebe največje, kaj vse v tem času kot prostovoljci, študenti medicine delate. Ja, jaz upam, da se slišimo. Jaz bi se najprej zahvalil za to povabilo pa priložnost, da povemo tudi, kaj študenti medicine oziroma v kakšne oblike aktivnosti smo študenti medicine vključeni. Mi se v bistvu v različne oblike društev združujemo že od leta 1952, tako da imamo že kar eno dolgo zgodovino. Od leta 2013 pa smo ustanovili tudi tako imenovano Zvezo študentov medicine Slovenije, v katero sta se povezali Društvo študentov medicine Slovenije iz Ljubljane in pa Društvo študentov medicine Maribor. Na lokalnem nivoju pravzaprav te dve društvi organizirata številne projekte, ki pa jih lahko nekako na ene 3 osnovne segmente razdelimo. In temu se reče, prvi so javnozdravstveni projekti, ki se ukvarjajo z svojimi aktivnostmi, nekako vplivajo na izobraženost in pa osveščenost slovenske javnosti. Potem drugi segment so tako imenovano medicinsko-izobraževalni projekti, ki so ožje usmerjeni v dodatno izobraževanje študentov zdravstvenih strok in nekako dopolnjujejo to klasično izobraževanje na fakultetah. In pa potem tretja veja, ki so pa športne in pa kulturne projekti, ki pa gojijo še to dodatno udejstvovanje študentov medicine na različnih področjih, od orkestrov, zborov in pa športnih aktivnosti. Pod okriljem zveze pa se potem letno odvijajo tako imenovane nacionalne iniciative, kjer pa povežemo sorodne projekte ob različnih svetovnih dnevih. Naj omenim zadnje 2, pred kratkim smo imeli 16. oktober svetovni dan oživljanja in pa smo v nizkem štartu za 1. december, ki bo pa svetovni dan boja proti AIDS-u. Ta celotna konferenca je prekratka, da bi omenil vsa področja, kjer smo aktivni, pa mogoče sam za zanimiv podatek, da imamo trenutno aktivnih 39 celoletnih projektov in da smo v preteklem letu, se pravi v letu 2019, opravili več kot 48.000 ur prostovoljnega dela na vseh teh prej omenjenih področjih. Pa glede na to, da smo zdaj v taki neugodnem času, pa je verjetno omembe vredno tudi vse akcije, ki se jih na nivoju zveze organizira v času epidemije covida. Tukaj smo se zelo dobro povezali s sekcijo študentov zdravstvene nege in babištva in smo organizirali nacionalno bazo študentov medicine in pa zdravstvene nege, ki je priznana tudi strani Ministrstva za zdravje in pa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ustvarili smo poziv, zbrali prijave in kontakte študentov vseh zdravstvenih strok, ki so se pripravljeni vključiti v pomoč zdravstvenim ustanovam in pa socialno-varstvenim zavodom. Trenutno je na tem seznamu več kot 1000 študentov iz obeh medicinskih fakultet in pa več kot 550 študentov zdravstvene nege. Te so pa sproti oziroma skoraj vsakodnevno obveščani o potrebah, številni so se že pridružili in po mojem vedenju pomagajo na raznolikih deloviščih v zdravstvenih ustanovah, UKC-jih, splošnih bolnišnicah, zdravstvenih domovih in pa socialno-varstvenih zavodih, kamor pa zaradi res velikih potreb in kritičnosti situacije organiziramo tudi tako imenovane odprave v najbolj kritične domove starejših občanov. Ta trenutek je tam aktivnih 13 odprav v 13 različnih socialno-varstvenih zavodih po Sloveniji. Zadnja skupina je odšla na delo včeraj, nova pa odhaja že jutri, tako da smo praktično vsak dan na tem. Se pa pripravlja oziroma bo ravno danes šla v javnost tudi akcija Pošljimo na smeh. To je akcija, ki smo jo že izvedli v prvem valu in smo
pomočjo otrok iz osnovnih šol in vrtcev, pripravili starostnikom različne likovne pa literarne izdelke in jih preko teh naših prostovoljcev dostavili v domove in probali razbiti to monotonost vsakodneva. Naj omenjam, tako kot je gospa Basle že povedala, da smo se povezali tudi z Zdravniško zbornico Slovenije in predvsem se lotili problema pomanjkanja varstva otrok zdravstvenih delavcev, ki je problem predvsem v primeru starša zdravstvene delavce in v tej epidemiji je pomanjkanje kadra še toliko bolj očitno in so vsi na delu. Tukaj smo aktivirali tisto našo bazo, ki smo jo tudi imeli že v prvem valu, in otroci tistih staršev, ki nujno potrebujejo varstvo, pa je to mogoče izven ur delovanja vrtcev, in potem pomagamo s pomočjo prostovoljcev. Tukaj smo se povezali tudi študenti drugih strok, predvsem pedagoške fakultete in so se tudi zelo dobro odzvali. Za konec bi pa mogoče povedal, čemu je namenjena tudi ta konferenca, da predvsem, tako kot ste govorili o dnevu zdravnika, tudi dan študenta medicine kljub napornosti študija pogosto ne vključuje samo formalnih oblik učenja, ampak so obštudijske dejavnosti, kamor se vključujejo ali pa vključujemo številne in pa izjemno pestre, da prav te stvari pomembno bogatijo nek spekter časa študija pridobimo in pa tlakujejo našo nadaljno. Hvala. Najlepša hvala za tole predstavitev. Vidimo, da tudi mladi, bodoči zdravniki so zelo vpeti v prostovoljstvo, tako da se ni bati za v bistvu potem tudi prostovoljno pomoč kasneje v kasnejšem obdobju, to se pravi obdobju ko boste zdravniki. Tako, zdaj pa v bistvu se bomo dotaknili še ene teme in še ene današnje govorke. Primarijka Anica Mikuš-Kos je tudi doktorica medicine, specialistka psihiatrije in specialistka pediatrije. V 90-ih letih je razvijala prostovoljsko delo v zdravstvu. Kot je bilo danes že večkrat omenjeno in skozi zahvale, ji zahvaljeno, je ena od tistih oseb, ki je nekako pač bila ključna pobudnica za tale zbornik, o katerem danes govorimo in zgodbah, ki govorimo. In nam bo mogoče danes več povedala tudi o tem, kaj prostovoljno delo pomeni kot neke vrste socialni kapital, kako v resnici vnaša tudi optimizem in upanje. To je posebej pomembno nekako tudi zdaj v tem času, kriznem času, pa tudi sicer za vse tiste, ki morebiti v življenju imajo manj sreče in potrebujejo pomoč ljudi. Tako da prosim, primarij Anica Mikuš-Kos. Hvala in pozdravljeni. Najprej bi rada povedala, da se mi zdi, da knjižica ni mogla iziti v boljšem času, kot je sedanji, ker sedanja zdravstvena situacija populacije kaže na to, kako potrebno je aktivirati tudi druge vire, človeške vire pomoči za ohranjanje zdravja in ne gre vse samo preložiti na zdravstvene institucije in zdravstvene delavce. No, meni se je milo storilo, ko sem prebrala nekje, da se je 1200 prostovoljcev iz področja zdravstva, študentov različnih šol, fakultet prijavilo za prostovoljsko sodelovanje pri reševanju problemov, s katerimi se zdaj srečujemo. To je eno. Drugo, kar bi rada povedala, je to, da knjižica je sicer res išla zdaj, ampak seveda prostovoljno delo v zdravstvu ali prostovoljska pomoč človeku v bolezenski stiski je prisotna od pamtiveka. Navsezadnje, predno so bile zdravstvene institucije, so si ljudje pomagali vzajemno, eni so imeli več znanja o zdravilstvu, drugi manj. Ampak tudi potem, ko se je skrb za zdravje institucionalizirala v bolnišnicah, so delovali že v 17., 18. stoletju so delovali prostovoljci. No, jaz sem našla nekje zapis iz slovenjgraške bolnišnice, ki je iz leta 1899 o tem, kako skrbijo usmiljene sestre iz reda svetega Vincenca Pavelskega za
za bolnike. To je tudi navsezadnje prostovoljno delo. Da ne govorimo o prvi svetovni vojni, ko je znano, koliko se je nezdravstvenih delavcev vključilo, žensk, gospa vključilo v nego ranjencev. Druga svetovna vojna, pri nas imamo krasne primere iz partizanskega zdravstva, koliko je bilo prostovoljnega dela, no in seveda tudi pozneje. In tako kot je dr. Čibašek povedala, ne gre samo za to registrirano prostovoljno delo, ampak gre za tisto skrito, tiho, neformalno prostovoljno delo, ki ga ljudje opravljajo. Torej, samo to sem hotela eno širšo razsežnost tega prostovoljstva prikazati. V današnjem času govorimo o organiziranem prostovoljnem delu. To je o delu, ki poteka s prostovoljci, za katerih delo je, kot sem rekla, organizirano in ki so na nek način pripravljeni za svoje delovanje. Zdaj govorim o laičnih prostovoljcih, o tistih, ki niso zdravstveni delavci, pa delajo v zdravstvu. In ti prostovoljci lahko zelo veliko pripomorejo k kakovosti delovanja zdravstvenih ustanov. Zdaj, da bi to prostovoljno delo delovalo, ne glede na to, kdo ga izvaja, ali zdravstveni delavci ali nezdravstveni delavci, v današnjem času je potrebna ustrezna organiziranost dela, ustrezna priprava prostovoljcev na to delo. Priprava pač je odvisna od dela, ki ga bodo opravljali. Spet, če pogledamo ta velik rezervoar ljudi, ki niso poklicni zdravstveni delavci, vidimo, da vstopajo v različne funkcije, ne vem, od vodenja knjižnice ali pa garderobe do teh drobnih načinov pomoči bolnikom in tudi bolj zahtevne naloge, kot je recimo spremljanje umirajočih. Seveda, kakšno funkcijo bojo opravljali prostovoljci, ki niso zdravstveni delavci, je odvisno od tega, kakšne so njihove zmogljivosti, sposobnosti in seveda od ustrezne priprave za takšno delo. Zdaj, mislim, da to velja za vse prostovoljce, zdravstvene delavce, nezdravstvene delavce, da je zelo pomembno, in k temu mislim, da bo knjižica prispevala, da jih formalna zdravstvena institucija sprejme z obema rokama, da tako rečem, da jim nudi podporo, da jim izkaže spoštovanje za njihovo delo in da izkaže priznanje za vrednost njihovega dela. In ta vrednost v sedanjem času je velika, ne mislim samo na čas korone, mislim na splošno na čas naraščajočih socialnih razlik, na čas, v katerem veliko ljudi ne more plačevati zdravstvenih storitev, in na čas, v katerem nam nekako ta solidarnost bledi, nekako se nam izmika, ker živimo v svetu pravil, vrednot neoliberalnega sveta, ker je najbolj pomembno, da sem jaz, prva, močna, bogata, zdravstveno zavarovana, se počutim zdravstveno varno. In mislim, da ta spodbuda prostovoljstva je hkrati spodbuda ne samo za vrednote solidarnosti, za ohranjanje vrednot solidarnosti, ampak za prakso solidarnosti, za udejanjenje solidarnosti. In to prostovoljno delo pomeni ne samo konkretno pomoč, ampak ima neke druge razsežnosti, neke druge vrednosti. To prostovoljno delo je nekakšno sporočilo v socialnem tkivu družbe, da solidarnost še je, da so institucije, ki jo podpirajo, in to, da solidarnost še je, da človečnost še je, pomeni upanje, kar je v današnjem času zelo, zelo pomembno, ker mnogi ljudje izgubljajo upanje v spremembe na boljše, in je torej to, k čemu rečemo socialni kapital družbe, to se pravi človeški kapital, ki nam pomaga ohranjati dobro.
Jaz bi se na koncu še zahvalila in izrazila svoje spoštovanje vsem prostovoljcem, ki delajo v zdravstvu, in jim zaželela vse dobro. Hvala. Najlepša hvala tudi primarijki Anici Mikuš-Kos za te njene misli in ta vpogled v prostovoljstvo. Zdaj pa mogoče je čas, da vprašamo medije, ima kdo kakšno vprašanje, preden potem morebiti še z enim krogom vprašanj nadaljujemo mi. So kakšna vprašanja? Vidim tukaj radio. Ni vprašanj? Potem morebiti zastavim jaz še en krog vprašanj, glede na to, da je zbornik res bogat. Morda najprej za vas, primarijka Anica Mikuš-Kos. V tem zborniku, v tem svojem prispevku ste zapisali tudi nekaj na temo, zakaj se ljudje pa vključujejo v prostovoljno delo. Opažate, da so to, da imajo vsi, ki se nekako, ki jih to pokliče, neke skupne lastnosti in kako se recimo odzivajo kolegi, ko jim poveste, kaj počnete, pa jih morebiti nagovorite, da bi se priključili kaki od prostovoljnih aktivnosti. Ja, kot številke kažejo, prostovoljno delo, torej veliko ljudi je pripravljenih opravljati prostovoljno delo. Jaz mislim, ko bi posvetili rekrutiranju prostovoljcev več pozornosti, ko bi sploh prostovoljstvu, logistiki, organizaciji, socialnemu nagrajevanju, ne seveda finančnemu nagrajevanju prostovoljstva, posvetili več pozornosti, da bi se to prostovoljno delo tudi v Sloveniji razširilo, mislim, prostovoljno delo v zdravstvu. Namreč še to naj povem, da v drugih zahodnih državah, ki so bogate, enako bogate ali dokaj bolj bogate kot Slovenija, je prostovoljno delo v bolnišnicah, v zdravstvenem sistemu mnogo bolj razširjeno kot pri nas. Pri nas še vedno so možnosti, so potrebe, ki jih ne pokrivamo. Zdaj, kako to, vaše vprašanje, kako to, torej, zakaj se ljudje odločajo za prostovoljno delo? Veste, motivi so zelo različni, v glavnem jih delimo na altruistične in recimo egoistične, ampak ni velike, kako bi rekla, so ostro razmejena področja. Zakaj jaz delam kot prostovoljka, se je že kolegica Vida povedala. Podobno, jaz sem stara 85 let, prostovoljstvo zapolnjuje moje življenje, mi daje občutek, da sem nekje vključena, da nekaj koristnega delam, da je moje znanje, moje izkušnje, da so koriščene strani skupnosti, recimo to so egoistični motivi. Po drugi strani je seveda pa ta altruistična komponenta, želja pomagati drugemu, želja prispevati k dobrobiti skupnosti, ta socialna odgovornost, ki jo nosi človek v sebi. In tako se ti motivi prepletejo in je to tisto gonilo, ki vzpodbuja prostovoljce, ali pa vzpodbuja bodoče prostovoljce, da se odločijo in pa da nadaljujejo s svojim delom. Najlepša hvala. Pa morda še doktor Vida Dramejo Rožim, vprašam še vas, kaj pa na drugi strani, ko srečujete zgodbe ljudi, pacientov, ki pridejo po pomoč, koliko v bistvu v resnici vas potem to nagovori, to zagotovo odtehta potem ves ta trud, energijo, ki jo vlagate v to, da pač ta mala poliklinika prostovoljstva, kot ste jo poimenovali, tako uspešno pomaga ljudem. Zelo zanimivo vprašanje, hvala lepa. Bom poskušala malo več o tem povedati. Jaz sem se s tem prostovoljstvom srečala že davna leta nazaj, še takrat, ko je vodil to ambulanto naš legendarni Aleksander Doplihar.
leta 2002 januarja je bila ustanovljena ta ambulanta, ki danes deluje na Mislejevi 3 v Ljubljani in v teh prostorih. Predtem je delovala zdravnica Matojc Branka, in sicer v župnijski Karitas v Štepanskem naselju za brezdomce. Ko je bila pa naša ambulanta ustanovljena, januarja 2002, se je pa delo preneslo na to mesto in se je nadaljevalo tukaj. Moram reči, da se je od tistih časov, to se pravi izpred 18 let, klientela precej spremenila. Takrat so bili predvsem naši klienti brezdomci in recimo takrat je bilo precej Romov. Na tem področju okrog Žal so bili nastanjeni v raznih utah in šotorih, pa so se par let nazaj te stvari spremenile, so jih razselili in so tam naredili en lep park in neko parkirišče. Vendar se je pa zaradi vseh teh sprememb v naši družbi začelo dogajati tudi ljudem, ki so bili sicer polno zaposleni, sposobni strokovnjaki, dogajala neka kriza, ki, se veste, tam leta 2008 se je začela ta svetovna finančna kriza in marsikdo je izgubil svoje podjetje, ker je bil nek podizvajalec in pač od naročnika ni dobil plačila. In ti ljudje so kot naši občani prej uspešni začeli prihajati po pomoč, ko so ostali brez zdravstvenega zavarovanja in so zboleli. V zadnjih letih se je pa tej skupini pridružila še ena druga skupina, in sicer skupina ljudi, ki so begunci, ki zaprosijo za azil in razumljivo, glede na vse dogodke, moramo reči, da je teh bolnikov vedno več in čeprav imajo v azilnih domovih tudi dobre ambulante, se marsikdo oglasi pri nas, kjer lahko rešimo bolj zahtevne zdravstvene komplikacije. Tako da v zadnjih letih se je še ena druga skupina pojavila in sicer to skupina študentov, tujih študentov, ki pridejo v Slovenijo na študij, pa nimajo zavarovanja urejenega. Tako da tudi pri teh lahko zelo dobro in uspešno pomagamo. Moram reči, da naša ambulanta v Sloveniji ni edina, so še 4 ali celo 5 drugih ambulant, vendar pa je naša edina, ki dela v tako velikem obsegu, to se pravi v smislu poliklinike, zadovolji na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvenih storitev in zgleda, da se bo ta stvar še širila. Zato, ker pridobivamo nove strokovnjake, imamo vedno več specialistov v različnih specialnosti, tako da mi vedno več teh področij krijemo v naši ambulanti. In zakaj pravzaprav to moje prostovoljstvo? Kot sem rekla, že pred tolikimi leti sem sodelovala z dr. Dopliharjem, sem kakšnega pacienta pregledala, ampak to je bilo tako potiho, kot smo že danes slišali. Pa sem napisala kakšno mnenje, pa predloge za invalidsko upokojitev in sva marsikaj zelo uspešno reševala. Pred 5 leti sem pa začela redno delovati in njega pravzaprav nadomeščati in željo je, da prevzamem to vodstvo, pa se nekako nisem upala, zato ker sem videla, da je v bistvu stvar kar zahtevna in da moraš kar precej časa posvetiti temu delu. No, potem je pa lani zadeva dozorela in sem v začetku oktobra prevzela vodstvo z njegovih rok.
še vedno se nam oglaša. Dr. Doplihar je letos dopolnil 90 let in mu moramo izreči res vse spoštovanje, da je lahko 17 dolgih let vodil ambulanto in 18. leto pa jaz zdaj njegovo delo nadaljujem. Najlepša hvala. Bom spet vprašala, če so kakšna vprašanja še. Zdaj na chatu, lahko jih zastavite tudi na chat, pa jih potem v bistvu mi preberemo. Zdaj z nami je kar nekaj še drugih avtorjev iz zbornika, bi se morebiti želel kdo priključiti, še morebiti povedati kakšno misel, svoj utrinek, ker sicer bomo potem z dvemi kratkimi vprašanji še za dr. Božiča in za študente, to se pravi gospoda Podobnika, počasi zaključili. So še kakšna vprašanja? Ni? Bi se kdo še pridružil od ostalih, ki ste sodelovali pri zborniku, za kakšno misel? Ne? Potem morda še vas vprašam, magister Želimir Božič, kako pa je bilo, ko ste se vi odločali, da boste imeli zobozdravniško pro bono ambulanto? Je v Sloveniji že kak zasebnik, ki tudi ponuja te storitve in predvsem, kdo pa so pri vas tisti? Zdaj smo v zadnjem času dobili kar nekaj medijskih vprašanj tudi, kaj pa starostniki, recimo nekateri, ki si ne morejo privoščiti zobozdravstvene oskrbe. Se tudi taki obračajo k vam ali bolj, kot ste prej dejali, tisti, ki v bistvu imajo, ki so nekje v prehodu iz ene službe v drugo na socialnem zavarovanju? Najprej mogoče odzivi, ko ste se odločili za to, ko ste kolegom povedali, kaj boste počeli, pa potem še na to vprašanje, kdo so tisti, ki iščejo pri vas pomoč. Tako je, jaz sem začel še pred, smo ustanovili, kot sem rekel prej, 3,5 leta nazaj, tu ambulanto pro bono, sem imel neke želje, da začnem tako delovati in moram povedati, kolegica Drame me je zelo spomnila, ravno dr. Doplihar je bil nekako meni vzor, kako naj bi to bilo, sem kontaktiral tudi z njim. Poskusil sem s Caritasom sodelovati in enih pol leta smo delali, ampak taj, da ni imel kdo narediti selekcijo ljudi, ki bi bili upravičeni do tih storitev. Zdaj v drugoj fazi, ko smo vključili tudi Center za socialno delo, smo se izognili temu, da bi nekomu naredili krivico. Center za socialno delo ima registre, ve, kdo je upravičen do take pomoči in tako da zaenkrat ta stvar zelo dobro funkcionira. Nekje v povprečju imam recimo, jaz delam enkrat na teden, imamo uradno tisto ambulanto in v povprečju, pravim, letos je malo manj, vse skupaj zaradi te epidemije, je bilo od 6 do 7 obiskov vsak teden tih pacientov. Razčistili smo tudi tako, da se vsaki od njih prijavi na center, da mu center da potem po kontaktu z mano datum in mu da tudi napotnico, ki velja za enih približno pol leta, da mu v tem letu lahko saniramo, ponovno lahko pridobi napotnico pozneje. Ker je moja želja bila, da bi čim bolj transparentno delali, da ne bi došlo do kakšnih zlorab od strani nekaterih, ampak do zdaj nisem zasledil, da bi bilo kakorkoli to. Seveda, da so dobrodošli vsi, ki rabijo tu potrebu, tu pomoč. Če me kdo vpraša, jaz vsakoga napotim na Center za socialno delo, da se s njim dogovori, tu so starejši ljudje, tu so razne oblike uporabnikov, ki se potem pa oglasijo k meni v ambulanto. Mogoče samo še to, da rečem, danes govorimo o prostovoljstvu, o tistem delu, ajmo reči, zastojn, ampak kot je rekel enkrat moj stari kolega, karkoli narejeno zastojn ni narejeno za manj. In tisto prostovoljno delo zmeraj pušča en dober občutek. Če narediš nekaj dobrega za drugo, tebi neznano osebo,
in za to delo ne pričakuješ neposredno materialno plačilo, postane eno veliko zadovoljstvo. In vsakič, ko se sam pogledaš vase, se počutiš boljša oseba. Mislim, da je to največje plačilo za sve, kaj delam. Najlepša hvala, to je ena taka res krasna misel, ker počasi res zaključujemo ta pogovor danes. Mogoče, ker je vse v luči tudi boja z epidemijo, da zaključimo pogovor še s prostovoljci, študenti, ki zdaj res izdatno in v veliki meri pomagajo v teh zdravstvenih ustanovah in tudi domovih za ostarele. Kaki pa so v bistvu vaši občutki? Je odziv zelo dober med študenti in predvsem verjetno veliko hvaležnosti, ki jo čutite potem na drugi strani, predvsem v tistih okoljih, kamor zdaj odhajate pomagati. Mogoče še delite tukaj kakšen vtis z nami, potem pa res zaključimo. Gospod Podobnik. Ja, kar se tiče pomoči zdravstvenim zavodom, je tukaj pri veliki večini zveza deluje kot nekakšen posrednik. Mi organiziramo bazo in pa osveščanje o potrebah, potem pa res v bolj aktivno organizacijo gremo pa tam, kjer je pa situacija že zelo, zelo kritična, predvsem so tukaj problematične, vsaj kar se tiče študentske pomoči, mogoče ustanove na bolj periferiji, kjer je dostopnost težja. In ko pa tja pokličemo, oziroma ko se pa preko tudi skupaj s sekcijo študentov zdravstvene nege in pa potem z njihovo zbornico zdravstvene nege in babištva odzove kakšno prošnjo, sploh od teh socialno-varstvenih zavodov, so pa tukaj čustva kar močna. Predvsem, ker marsikdo od logistike oziroma od glavnih sester ali pa koordinatorjev iz tistih domov ali pa zavodov, ki imajo res kritično stanje. Potem, ko pa pošljemo skupino 5 študentov, ki jo v večernih urah po naših službah, po naših študijskih obveznostih pripravimo, opolnomočimo, izobrazimo tudi online in potem v živo. Potem pa dobijo eno tako injekcijo pomoči, ki jim zelo, zelo prav pride. In tukaj potem smo na koncu in jaz in kolega Žiga Metelko, ki skupaj to koordinirava, ob večerih zelo zadovoljna z vsem skupaj. Seveda pa študenti poročajo iz teh delovišč, da so se kljub temu, da delajo predvsem študenti medicine, recimo mogoče dela, ki niso direktno povezana z delom zdravnika, ampak mogoče bolj zdravstveno nego, da jim ta stvar še dodatno okrepi, obogati njihovo znanje, ki ga bojo potem prenesli naprej tudi v poklic, in da je to samo neka dodatna zadeva in ogromna izkušnja, ki je ne bojo nikoli pozabili. In jaz mislim, da je to ena stvar, na kateri moramo delati tudi na tej interdisciplinarnosti in na temu, da se študenti povezujemo mogoče tudi izven kritičnih časov še naprej, pa si drugemu predajamo znanje, drugemu potem tudi pokažemo, kaj pa mi znamo in ugotovimo, kaj kakšni drugi profili zdravstvenih delavcev znajo, da bomo potem lažje sodelovali, ko bomo pa itak morali delati skupaj na oddelkih. Hvala. A se lahko še jaz majhno priključim? Lahko, ja. Jaz bi dopolnila 2 moja sogovornika, in sicer moram pohvaliti študente medicine, zelo radi prihajajo k nam na prakso in moram reči, da me preseneča njihov nivo znanja, zelo dobro so opremljeni in mislim, da se nam ni treba bati za naslednje vrste mladih zdravnikov, da nas bojo odlično nadomestili. To je ena stvar. Druga stvar, kolega zobozdravnika, bi pohvalila zelo lepo, da tako vztrajno in dolgotrajno že upravljate to svoje poslanstvo. Tudi pri nas imamo zdravnico, zobozdravnico, vendar moram reči, da je ona osamljena, da sicer težko najdemo kakšnega drugega zobozdravnika in bi bilo zaželjeno še kdo priključil kot prostovoljc. Mogoče celo, da bi opravljal prostovoljno delo v svoji ambulanti, saj ne veliko, sem pa tja kakšnega
bolnika. Tako da en apel tudi na vrste kolegov zobozdravnikov za sodelovanje. Hvala lepa. Lahko še jaz nekaj za konec? Seveda. Ja. V sedanji situaciji se bomo veliko naučili praktičnega o sodelovanju s prostovoljci. Moja misel je, da bi to naravnanost sodelovanja vzdržali tudi pozneje, ko mine ta situacija epidemije. Namreč prostovoljci v zdravstvu, ne glede na to, a so to zdravstveni delavci, a so nezdravstveni delavci, lahko veliko pripomorejo k zdravstvenemu varstvu prebivalstva, k zdravju prebivalstva, k delovanju institucij, izboljšajo kvaliteto delovanja institucij in seveda zlasti prispevajo k dobremu počutju bolnikov. Ob tem bi omenila tudi slovensko filantropijo, ki ima veliko izkušenj s prostovoljci, predvsem s nezdravstvenimi delavci, ki vstopajo v sisteme zdravstva kot prostovoljci, in če kdo želi kakršnokoli pomoč, nasvet, usposabljanje, osnovno usposabljanje v prostovoljstvu pri novem uvajanju delovanja zdravstvenih institucij, mislim v normalnih časih, ki pridejo, bomo z velikim veseljem sodelovali, pomagali, prispevali, kolikor moramo. Hvala. Najlepša hvala. Z nami je tudi še predsednica dr. Zdenka Čebašek Travnik, ki bo verjetno zdaj morebiti dodala še kako zaključno misel, preden se potem res poslovimo. Ja, a me slišite? Slišimo. Ja, danes preklapljam iz enega Zooma na drugega, ampak večino vaših misli sem slišala. In kadar govorimo o torti, tudi jaz sem rada torte, pomislim na to, da jo vedno delimo. Da delimo nekaj dobrega, da delimo nekaj, kar nam je v zahvalo za neko ali pa za neko obliko praznovanja. In prav žal mi je, da danes ne moremo biti v živo, ker če bi bili v živo, bi vas počakala torta. Zdaj pa naj bo to moje slovo in knjigi na pot vse dobro, in če bo zanimanja dovolj in veliko, verjamem, da jo bomo lahko še ponatisnili. Srečno. Najlepša hvala in najlepša hvala vsem medijem, ki ste bili z nami. Preberite to navdihujočo knjigo. Jaz sem včerajšnji večer prebila s temi zgodbami, so krasne, in jaz upam, da smo danes vam dali eno injekcijo te pozitivne energije tudi v tem času. Vsi potrebujemo srčnost in drug drugega, da si pomagamo. Tako da ostanite zdravi, ostanite dobro in se srečamo. Upam, da kmalu kdaj tudi v živo, seveda. Nasvidenje. 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 No.